sad, in da vas sad ostane, govori Gospod. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: poslušajte drugo priliko. Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in sezidal stol in dal ga v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi pobrali njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina rekoč: mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu: hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel: ali niste nikoli brali v pismih? Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, sveti Pavel nas v berilu, ki smo ga slišali pred kratkim, spodbuja, da imamo v mislih to, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, čisto, ljubeznivo, častno, kar je krepostno in kar je hvale vredno. Pavel ve, naše misli rodijo dejanja. To, o čemer razmišljamo, slej ko prej dobi odmev v našem delovanju. Najbrž vsi čutimo, kako pomembno je misliti dobre stvari. In cerkev nas v mesecu oktobru, ampak na splošno vabi, da imamo v mislih in na naših ustnicah pomembne, plemenite, globoke besede. Oče naš, Jezus, Marija. Oče, Jezus, Marija. To so vzvišene besede, ki jih tolikokrat lahko ponovimo v molitvi svetega rožnega venca in ki v naše življenje prinašajo Božji mir in sladko prisotnost Jezusa Kristusa in njegove matere Marije. Če pogledamo Marijina sporočila, ki jih je v različnih prikazovanjih predala svetu, imajo eno skupno točko. Marija, tako v Lurdu kot v Fatimi, otroke prosi: molite sveti rožni venec. Marijo je Jezus nekaj minut pred svojo smrtjo na križu izročil Janezu za mater in učencu Janezu njej za sina. In s tem smo vsi Jezusovi učenci vseh krajev in časov postali tudi Marijini sinovi in hčere. In mame zelo dobro vedo, kaj je najboljše za njihove otroke. In delajo vse, da so otroci zdravi, da so otroci srečni, da so zadovoljni, da gredo po varni, po pravi poti. Marija je naša mama in je najboljša in nam naroča eno: molite rožni venec. Če bi Marija imela kaj dragocenejšega,
kaj bolj učinkovitega, kaj lepšega bi nam to zagotovo kot mati dala. Daj pa nam rožni venec. To samo je že dovolj močan argument, da staknemo rožne vence z vzvratnih ogledal v svojih avtomobilih, da jih poiščemo v svojih predaljih, v svojih žepih, da jih primemo v roke in da dovolimo, da jagode drsijo med našimi prsti v ponavljanju svetih besed. In z vsako zdravo Marijo, z vsakim Oče našim, bomo začutili bitje Božjega srca, ki prinaša mir, ki ga ljudje danes tako zelo, zelo potrebujemo. Kako torej začeti? Kaj je tista skrivnost pri molitvi rožnega venca? No, skrivnost je ta, da je predvsem treba začeti. Namesto mene, namesto tebe, nihče tega ne bo počel. In 1000 razlogov in 1000 boljših idej bova našla, kaj vse početi, da ne bi molila rožnega venca. Ampak to samo je znamenje, kako se te preproste in te ponižne molitve boji hudič, ki je sovražnik naših duš. Predvsem začeti je treba. Premagati začetni upor in bo steklo. In z dneva v dan bo lažje, in z dneva v dan bo lepše. Nimaš časa za ves rožni venec? Ok. 1 desetka tukaj, 1 desetka tam, 5-krat po 3 minute, pa bo rožni venec preko dneva izmoljen. Ugasni radio v avtomobilu in naj tvojo pot spremlja molitev. Bodi drzen. Zvečer predlagaj ženi ali na sprehodu prijatelju. Kaj pa, če bi izmolila rožni venec? Lahko greste še dlje, da molite rožni venec skupaj, kot družina. In obljubim vam, da nasprotovanje bo, in nasprotovanje bo na začetku veliko, ampak blagoslovi, ki jih Marija obljublja, bodo še večji. In kaj, če me vmes odnese? Kaj, če se raztresem? Kaj, če ne bom mislil na te besede, ki jih izgovarjam? Ne skrbi. Bogu in njegovi materi si posvetil svoj čas. Sveti Jožef Marije je skriva in na tako dilemo odgovoril nekako takole. Te skrbi, ko pri molitvi rožnega venca z glavo uideš drugam in delajo samo ustnice, ne skrbi. Predstavljaj si mladega fanta, ki igra na kitaro za svoje dekle. Vmes pozabi, kaj točno je že igral, a brenka naprej. In dekle je samo srečno, da ji posveča pozornost in da je z njo. Podobno je z našo Marijo, z našo materjo, kadar molimo rožni venec. Dragi brat, draga sestra, eno je gotovo, izgovorov bo našla nešteto, boljših idej tudi. Najina in Božja mati pa prosi, molite rožni venec. Ubogejo jo. In za boljši verziji sebe, za bolj svete duhovnike, za boljše politike, za mir na svetu, za mir v naših družinah, neštetokrat in zaupanjem ponoviva Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.